Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme, spet po dolgem času. Je res. Danes sem eno ful dobro fora slišal, ko sem se domov vozil. Kako rečeš ženski, ki peče kruh? Pekica, pekinja. Ne, ni to del tega, ampak tako, taka fora. Pek, jaz bi rekel pek, jaz ne vem. Pek je pač samo ženska. Pekica. Pikica. Pekinja. A si kdaj videl žensko, ki peče kruh pač v trgovini? Ja, pa deš. Pač tako ne, tako predstavljam si, da tam, ki pečejo kruh, so ponavadi moški. Peki. Okay. No, če se vrnemo v Petkov Extreme. No, dajmo. Ugrabitve NLP pa tako naprej si že, veš, poznaš te fore. Poznam, ja. In veš, kaj je največja, se pravi, NLP zadeva, sploh svetovna, ameriška recimo. Kje so stvari? Houston, ne, tle, ki je Area 51. Ja, kje je to? No, se Roswell. Ja, tako. Ampak si videl, imamo Slovenci svoj Roswell. Kva? Nisi vedel, ne? Veliko ljudi ne ve tega. Slovenci imamo svoje, Ja. So nas Slovence tudi že ugrabili. Ja, in zgodba je sledeča. No. Leta 1966 je na neko kmetijo pri Otočcu, to je na Slovenskem, ne, Središke, naj bi tja padel in zgorel en leteč objekt v obliki diska. Med temi razbitinami pa ruševinami, ki naj bi na en objekt padel, so menda našli eno zoglenelo truplo, ne Zemljana. Zdaj, ko je bila noč, so prišli pripadniki vojske pa udbe in tako naprej, pa so zadevo hitro pospravili, ljudje niso dobro videli, ko je bila noč, pa ker so bili oni zraven. Ampak in so rekli, ljudem so rekli, pač avion je padel, nek ponesrečena zadeva, tisto truplo je v bistvu pilot, nič o tem govoriti, zato ker je to neka skrivna zadeva in bla bla bla. Vse za stop. A ja, dejansko so rekli, da je to neka skrivna zadeva. No, mislim, da ne smejo, veš, pač, ljudem so zagrozili, ne smeš o tem govoriti, ne. A veš, Okay. 50 let nazaj, če ti policaj rekel, da ne boš kaj govoril, ni tako kot danes. Je malo, si res raj tih bil. Okay, ja. Zdaj, to truplo, Nezemljana, so v tajnosti prepeljali Slovenijo v Beograd, kjer naj bi ga v vojašnici, v vojaški bolnišnici, naj bi ga pregledal in obdukcijo v bistvu naredil en Slovenc. Po imenu dr. Andrej Zobola, skupaj s patologoma Nikolo Jeličem in Zoranom Frederičem. Zdaj, truplo tega bitja naj bi si ugledal tudi, poleg se pravi neke mehne skupine znanstvenikov, naj bi si ugledal tudi takratni predsednik Tito, pač nekih njegovih sodelavcev, ne. Zdaj, kaj točno so pa najdli ti patologi, pa kaj naj bi to pravzaprav bilo, ne, pa ni nobenega podatka, ker naj bi udba pač zbrisala oziroma uničila vse te dokumente. Ampak, jaz sem že vprašal, kako pa vemo, kaj v tem. Ja. Obstajajo slike. Aha, okej, zato imam računalnik. računalniček. No, zdaj pa pogledam jaz slike, ali kako. Tako je. Okej, se slika prikaže. Ja, wow. To ne bi bil... Črnc. Zdaj, če nekdo zgori, so najbrž vsi isti. To mogoče sem bil malo... Ja. Ne, pač tle mi malo. To ne bi bile slike, se pravi, če greš malo naprej. Ja. Niso neke pač dobre slike, zato ker Ja, pač pač niso. tistega leta, ja. In to, takole naj bi obdukcija izgledala. Pa se to deluje kot človeka, to deluje kot... Tukaj vidiš v možgani mogli, ali kaj pa jaz vem. Trbovje, ne vem. To pa smo že na začetku. Ja, znam to zgleda kot človek, če me ne vprašaš, pač zgorel človek, to ni... Kako so te fotografije prišle, ne, naj bi na svetovni splet poslal nečak enega od teh patologov, ne, ker mu je ta patolog, ta stric mu je očitno povedal o tem. Ampak nastanejo težave, ne. Leto 66 ni toliko daleč nazaj. In ko so vprašali domačine o tem stvarih, noben ni vedel, o čem govorijo. Tudi ne spomnim se noben, da je kakšen, v bistvu je en avion, je dol padel, ampak vsi so tisti videli, pa po dnevu je bilo. Tako da
je zgodba verjetno malo napihnjena, da sem bral tudi, da ne bi se dva Italijana to nekaj spomnila, ne vem zakaj. Okay. Ampak pač tako je, ker je zanimivo tudi, a ne, takrat je bila hladna vojna, 66, in bi, če ne drugega, ali Američani ali Sovjeti, ki so itak vsi en drugemu prisluškovali, bi nekaj mogli videti, da se nekaj dogaja, pač. Pa tudi zelo pozorn je ta zgodba vam prišla, ne. Kdaj pa je to ven prišlo zdaj, kaj, zdaj na novo? Veš, daj, tam med, se pravi, 2-5, tam okrog, ja, se pravi, 10 let nazaj tam nekno, mogoče malo več. Tako da ja, to se pravi, ta ne bi bila... Lahko še jaz nekaj pripomnim, zraven. To, da je to vesoljc oziroma alien, ne. Ne, pač to je človek. Zakaj? Ja, sej je čuden, ampak če si tako, kot si rekel, najbrž je zgorel. In pač, ko ti zgoriš, pač ne izgledaš glih, kakor pač moraš izgledati. Druga stvar, zakaj ni vesoljc, je pa to zaradi tega, ker predstavljaj si, da se je na neki galaksiji, far, far away, neko novo, pač neko inteligentno bitje začelo razvijati. Zakaj ima možgane glih v glavi? Zakaj ima roke direkt, kot jih imamo mi? Že, če pogledaš živali, ki so se razvile na tem planetu, na Zemlji, pa živimo vsi na istem planetu, pa smo različni. Noben ne izgleda tako, kot človek, razen opica. In zakaj bi glih v vesolju tam ne vem, kje nek daleč stran, ker so bohve kakšni pogoji, ker ni zraka, ker ni ne vem kaj. Oni so se pa slučajno glih tako razvil, kot mi. Ja, lej slike. Ne, pač ne. Če greš na internet, brat, boš zdi, ker najdel kakšne dokaze. Ja, ne, pač jaz v to ne verjamem, zaradi tega, ker pač je toliko majhna verjetnost, da se bi točno tako razvil. Pa glih v Sloveniji, ne. Ja, pa še glih v Sloveniji. Dobro, pa če bi že bilo, okej, v redu, ne, ampak ne. Zakaj se mi ne razvije iz mušice, ali pa iz ribe, ali pa iz ne vem česa? Mogoče se še bo. Zakaj je zmer iz človeškega bitja po nekaj malo drugače? Ne vem. Zmer je osnova človeški telo, kar ni logično v naravi, ne? Pač... Bomo videli. Zakaj ni iz pasjega, recimo, zmer je osnova? Mogoče bo enkrat napad psov. Ja, lej, a pa da bi izgledal inteligentna žival kot pes, ali kot ne vem kdo, ne? Bi bilo bolj logično, ampak okej, v redu, ja. Povej, kar si kot, malo sem zapravil. No ja, na vse v bistvu sem že pri koncu. Zdaj, se pravi, ja, Paratočcu ne bi bil ta NLP. Ni to edini NLP, ki ne bi ga videli, so tudi kaj par ajdovščini, se bo v videu pokazal, ne bi ga videli, čeprav je to tak fake, se vidiš. Pol nad Krškom, v Ribenca, tako, in pa v Žalcu. Ja? Ja. V Žalcu? V Žalcu bom dal link do posnetka od enega gospoda, ki razlaga. To mi je pa po moje znano, moje sem že enkrat gledal tako iz 90-ih. Ja, si boste pogledali to, pa to. Dobro, ne, to je to. On je bil ugrabljen, ne? Parkrat. Ja. Kada je, ja. Te Makaš kaj prinesel? Je. Džezvo. Ja? Ne. To je edina stvar, ki jo še nisva imela, da ki si rihtala, tako da sva džezvo dobila. Ja. Kaj pa tebi? Je štumfe. Štumfe. No. Vidiš. To najbolj zadeva. Ja. Po zim najbolj prav pride. Okej, to je to. Upam, da je bila zanimiva oddaja. Se vidimo drug teden. Upajmo. Pa lep petek, a ne? Res je. Adijo.